Dober dan, jaz sem Klemen Belhar, z mano sta Jernej Stritih in Matej Figuš. Mi se bomo pogovarjali o slovenskih gozdovih, o slovenskem lesu, o tem, v kakšnem stanju so gozdovi in kako les bolje uporabljati. Kar naprej poslušamo, da so slovenski gozdovi res v dobrem stanju, da se pa srečujemo z nekaj pomembnimi izzivi, tako rečejo. Pogovarjamo se o strategijah, pa ni zaznati še neke prave strategije, kako uporabljati les in kako obuditi slovensko pohištveno industrijo, če se to sploh da, in kako les resnično uporabljati kot neko strateško surovino. Jernej Stritih je bil državni sekretar na Ministrstvu za okolje, direktor službe za podnebne spremembe, regionalni koordinator OECD za nacionalne programe varstva okolja v Srednji Evropi, izvršni direktor regionalnega centra za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo. Že okrog 20 let je svetovalec na različnih okoljskih projektih. Bil je podpredsednik Cipra International in predsednik Cipra Slovenije ter član prve uprave v Manotere. Po osnovni izobrazbi je gozdarski inženir. Bil je tabornik in alpinist in je neke vrste okoljevarstvena legenda. Res. Matej Figuš je direktor podjetja Donar, podjetnik, ki razmišlja in deluje inovativno in kreativno. Mislim, da si on res zasluži vedno zraven ta dva izraza. Je eden redkih upov slovenske pohištvene industrije, človek številnih idej, ki se zaveda, da je les treba uporabljati trajnostno, spoštljivo in inovativno. Za svoje delo oziroma za delo podjetja je prejel številna priznanja, med drugim Global Entrepreneur of the Year leta 2014, Red Dot Winner leta 2016 in Green Product Award Winner leta 2018. Pa verjetno sem kakšnega spustil. Ja, ampak ta priznanja pričajo o tem, da Donar je inovativno podjetje in da je tak tudi njegov direktor. Mi se bomo tikali, ker se tikamo. Jernej je naš gost, slovenski gost, res v dobri kondiciji. Ja, zdaj ni več v tako dobri kondiciji, kot je bil recimo 10 let nazaj. Od leta, rečemo temu, že odkar sem jaz študiral gozdarstvo, vemo, da ima naš gozd težave z smreko, da je zmeraj več smreke se seka zato, ker umira zaradi badanja, pa zaradi drugih razlogov. Leta 2014 izžlet je pa sprožil kar velike motnje v gozdovih, in v bistvu smo zdaj, gozdovi še niso v slabem stanju, ampak so pa načeti. Ampak če primerjamo globalno, so naši gozdovi med najboljšimi, gotovo v Evropi, pa najbolj na svetu. V Evropi imamo v Evropski uniji največjo lesno zalogo na hektar, imamo skoraj 60% gozdnatost. V Evropi sicer ima samo Švica večjo lesno zalogo po hektaru. Naši gozdovi so v primerjavi recimo s nemškimi ali pa češkimi ali pa skandinavskimi veliko mešani, imajo bolj naravne sestave, imajo visoko biotsko raznovrstnost, zaradi tega je v bistvu polovica slovenskih gozdov v režimu Nature 2000, kar pomeni, da so evropskega pomena kot habitati. In pa, kar tudi se ne govori veliko, imajo zelo visoko estetsko vrednost. Če pogledamo, zakaj je Slovenija zelena turistična destinacija, se pogovarjamo, je 10, 20, 50% zaradi gozda, ampak gotovo ta gozd veliko prispeva k temu. In po moje je tudi ekonomska vrednost rekreacijske funkcije v turistične
praktična funkcija naših gozdov vsaj primerljiva z lesno proizvodnjo. Tako da so mnogo namenski, a ne veliko koristi dajejo in so v primerjavi z drugimi gozdovi tukaj stabilni. Je pa res, da so vsi gozdovi na svetu zdaj pod velikim pritiskom vpliva podnebnih sprememb. Ko jaz sem nalašč uporabil ta izraz dobra kondicija, čeprav kot negozdar imam neko svojo predstavo, kaj to pomeni. Kaj to zares pomeni? A pomeni ta ekonomska funkcija, koliko pogozdeno je, ali koliko je stabilen gozd, kakšno funkcijo uporablja okoljevarstveno, kaj je ta dobra kondicija? Ja, to je malo vprašanje ciljev, kaj želimo od gozda, ampak v vsakem primeru je dobra kondicija, če gozd lahko brez prevelikih nihanj odgovori na motnje. Motnje bojo v vsakem primeru pač v gozdu se dogajale, ali bo veter, ali bo žled, ali bo zmrzal, ali bo suša, huda, te stvari se dogajajo in zdaj, dokler je gozd v dobri kondiciji, tega ne opazimo v gozdu. Ko pa oslabi, potem pa imajo te motnje zmeri bolj dramatične vplive. In to je bila pač taka skala, ki se je zgodila po letu 14 in je v bistvu trajala do leta 20, da praktično, sploh na Gorenskem je bilo to, kdo je globoko ne lahko videti, kako to izgleda, kaj se lahko zgodi, ko se enkrat začne gozd podirati. Tako da kondicija dobra je, da je gozd čim bolj raznovrsten, da so drevesa niso prestaren, da so tla v dobri kondiciji, da jih ne odnaša in da skratka, da cel ekosistem funkcionira. Potem se lažje odziva na negativne vplive, ali človekove, ali naravne. Da naredimo en most tudi do tega, o čemer je bil govoril Matej, še eno vprašanje je povezano s tem, a se nam lahko zgodi, da smreka izgine zaradi vsega, kar se dogaja, zaradi lubadarja, globalnih teh podnebnih sprememb in a je to mogoče celo dobro, se smreka ne bi bila glavno nasajena v slovenskih gozdovih, ne avtohtona? Smreka je relativno avtohtona, jo je pa veliko večkrat po naravi. Smreke imamo pri nas zato veliko, ker je najbolj uspešna vrsta za pogozdovanje travnikov, ali naravno, ali pa umetno. Zelo lahko jo je saditi, zelo lahko jo je tudi razmnoževati, tako da je pač 200 let nazaj, ko je bilo strateško pomanjkanje gozdov v Evropi, in pa smreka ena od rešitev, kako čim hitreje priti do nove lesne zaloge, do uporabnega lesa in tako naprej. Zdaj, na dolgi rok se bo delež smreke v slovenskih gozdovih bistveno zmanjšal. V tem času bomo pač veliko smrekovega lesa za lesanje na voljo, ker jo bo treba sekati. Je to dobro? Ta pogled se mi niti ne zdi tako, jo bomo znali uporabiti, imamo kakšno strategijo, kaj narediti v Sloveniji? Strategije je bilo kar nekaj, sem bih prej rekel, da ravno v teh dneh se je pač predstavila nova strategija. Jaz bolj tukaj vidim, kakor sem jaz imel možnosti spoznavati gozd, predvsem v tej kočevskem delu, kamor nas vedno peljejo, pa nam povejo, kako smo lahko veseli, da imamo tudi en del nedotaknega gozda, in kakšna je razlika med raznovrstnostjo in pa tam, kjer je teh vrst manj. Je pač žalostno to, da je največji izvoznik lesa v Sloveniji, vsaj mislim, da prva 4 podjetja, ki so največji izvozniki, so podjetja, ki se ukvarjajo z avtoprevozništvom. Čeprav se tega po zakonu ne bi smeli delati, ampak se vedno najde nekaj v vodi, tako da večina slovenskega lesa dejansko gre na kamionih v tujino, se tam predela. Zdaj, veliko krivde je ravno v tem, ker ni sistemske strategije. Jaz pač govorim o sistemski strategiji, ker me je to zanimalo, sem gledal tudi v zgodovini nazaj.
je treba vedeti v 60-ih, 70-ih, pa tudi še nekaj časa v 80-ih, ko smo bili v tisti prejšnji državi na čelu neuvrščenih, smo bili ogromno enega lesa uvažali zato, da smo lahko ves ta les predelali. Predvsem govorim iz vidika pohištva, to so bila podjetja Slovenija les, ki so številke so bile enormne, oni so v enem letu samo pohištva iz lesa, iz masivnega lesa, samo v ZDA izvozili za $180 milijonov. Danes cela pohištvena industrija toliko ne izvozi, pa ne govorim samo o masivnem lesu, govorim bolj o iverkah, ivernih ploščah in podobno. In v tem delu je pač od prehoda od gozda, da gost vzdržuješ, ga je treba seveda tudi posekati, osveževati, kakor pravijo. In da bi se ta les čim več porabil doma, jaz trenutno zdaj zanimivo vidim edino rešitev v leseni gradnji, ampak prav tako za leseno gradnjo pač rabimo imeti to primarno predelavo, se pravi žage, o tem, kar že vsi govorijo, tega nimamo. Naše žage so tiste, ki so nekonkurenčne avstrijskim, predvsem zato, ker je Avstrija to zelo sistemsko subvencionirala, zelo veliko sredstev je dala za to, da se je ta les tam predeloval in seveda se je tudi slovenski les tam predeloval. In jaz zmeraj povem, da je kar malo bizarno, da je Slovenc lastnik patenta za križnolepljene plošče, ki ga je na koncu prodal v tujino in se tudi slovenski les vozi v tujino, tam te plošče dela in potem uvaža nazaj, ker je zdaj pa res veliko podjetij, ki delajo lesene hiše, ki so zelo uspešni, so tudi združeni med sabo v kompetenčnem centru za les, kakor se temu reče, oziroma za pametne hiše, in delujejo skupaj, tudi se med sabo povezujejo nekateri in delajo velik preboj. Zdaj pa tukaj samo vprašanje, ko bo ta kritična masa zanimiva tudi za dejansko politiko, predvsem govorim na ta gospodarski del, treba povedati, mi imamo direktorat za lesarstvo že nekaj let, ki je zelo močen. To je pač del Ministrstva za gospodarstvo, ki je tudi finančno zelo dobro preskrbljen, v smislu, da ima sredstva, da jih namenja. Zelo veliko so v zadnjih letih, to ste verjetno opazili po raznih oglasnih tablah, televizijah, radijih, oglaševali to, ampak to še zmeraj ne spremeni dejstva, da, na primer, če govorimo o leseni gradnji, je ta vedno boljša, če govorimo o pohištveni industriji, je pa ni. Mi pohištvene industrije praktično nimamo več, na primer, uničili smo Javor, uničili smo kar nekaj velikih proizvajalcev pohištva, sam naštel, ko so bili res dobri, na primer Brest, na primer bili so Liko, Lip, ki v bistvu zdaj životarijo v Kočevju, Zemljica. Ja, ampak rečemo, da je od teh velikih ostal samo še Alples, tukaj na Gorenjskem, in pa mogoče jaz zmeraj rečem, da je še Stil les, ki nekaj dela, ampak to so vse več ali manj podjetja, ki delajo sekundarno predelavo, se pravi, oni že kupujejo neke oplemenitene plošče, jih znajo samo razrezati. S tem, da tudi na tem področju ne vem zakaj, se v Sloveniji še zmeraj zelo veliko dela za izvoz polizdelkov. Tukaj smo ostali čisto na nivoju nekih držav, kjer konkuriramo v Romuniji, Poljski. Se pravi, da ne ustvarjamo dodane vrednosti, žal, da se je Bosna že prehitela. Bosna ima zdaj trenutno 15 podjetij pohištvenih, ki delajo gotove izdelke visokega razreda, se pravi preko stole iz masivnega lesa, garniture, ki jih zelo uspešno prodajajo v Evropi in po svetu. Na Hrvaškem so na primer dokazali, da je podjetje z 10-letno tradicijo iz nič prišlo nekje na 30 milijonov evrov prometa izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Mi pri nas se še zmeraj vrtimo pri dodani vrednosti za mala podjetja nekje 25-28 tisoč evrov na zaposlenega, v malo večjih pride to tudi do 40. V Evropi je pa ta številka med 80 in 120. Moram vprašati, a
Jaz bom vprašal kot optimist, pa sej verjetno lahko še kdo kaj naredi za to, da se pohištvena industrija obudi nazaj. Zagotovo ne tam na ta način, kot je delovala, saj zato je verjetno ni preživela, ampak je to možno. Jaz bom rekel, da sem pesimist. Aha. Predvsem zaradi tega, ker je industrija včasih bazirala na drugačnih principih. Prvič, imeli smo neko dogovorno ekonomijo, kjer jaz pač sem zagovornik, sploh na leseni gradnji, da je nesmiselno transportirati surovino 100 kilometrov po cestah, ker zdaj gremo že na transport, pa na obremenitve, pa vemo, koliko je treba. Pač en kamion, ki prevaža les, do 400-krat bolj obremeni cesto, kot avtomobil. Zdaj si samo tukaj, pa ta obremenitev je čisto drugačna, je globinska. In jaz tukaj predvsem vidim, da če ne bo te želje znotraj, začeti bomo mogli pa še prej. Mi smo v času Jugoslavije imeli tudi zelo dobro razvito industrijsko oblikovanje, se pravi, da pač smo imeli ljudi, ki so se s tem ukvarjali, da so veliko več polagali na načrtovalce, na lesne inženirje. V bistvu danes žal so te ljudje za nekimi stroji, ponavadi delajo v nekih programih in ni več tistega znanja. Zdaj pa ta obrtniški del, kamor se načeloma lahko štejem tudi sam, ker smo majhno podjetje 200 zaposlenimi, ima pa veliko možnosti za preživetje, ampak mora pa konkurirati vsem trgu. Na eni strani IKEA, ki se postavi v središče glavnega mesta, pa vsem tem, kar sem jih prej naštel, od Romunije, Poljske, Češke, Slovaške, je treba zdaj tudi povedati, tudi ta baltski del je izredno močen. In žal vemo za veliko podjetij, ki proizvaja določene dele, tako za IKEA, kot za skandinavska podjetja. In moje vprašanje vedno je, in to tudi naslavljam odgovorne in odločevalce, zakaj ne najdemo načina, da bi to dodano vrednost obdržali. Če znamo narediti, zakaj ne znamo prodati. In tukaj se je zgubila ta zgodovina, pa ta renome slovenske pohištvene industrije. Pač nas nihče več ne ceni, ne v Evropi, naš ceni po rokodelstvu, po znanju, ne pa po izdelki. In ta preskok se ne zgodi čez noč. Pač to je treba vedeti, to je 10 let trdega dela, s tem, da bi mogla, jaz mislim, da celotna pohištvena industrija stopati skupaj. Imamo pa pač to težavo, ker tudi te največji igralci imajo zelo zastarelo tehnologijo, se pravi, rabijo zelo velike vložke, lastniki pač teh vložkov niso pripravljeni dati in pač životarimo vsi na ta način. Če lahko jaz dodam, jaz mislim, da problem je tam, da se je v času tranzicije ta kapital, ki je bil v lesni industriji, samo izčrpal. Zaradi tega imamo danes pač ali so fabrike propadle, ali pa so čisto zastarele. In jaz mislim, da neko propulzivno industrijo, ki bo temeljila na končnih izdelkih, je treba bazirati na tem, kar je zdaj obrtništvo. Ker če pogledamo na Polansko dolino, Škofja Loka, Žiri, Rogatec, vsi prodajajo po vsej Evropi, brez problema, mislim, nimajo težav prodajati. Ampak iz tega je zdaj treba neko novo zadevo zgraditi, ne pa iz neke logike, zdaj ne more pa ena država dati nekako 100 milijonov vložka v kapital, da bomo mi veliko mašino imeli, pa bomo nekaj s tem konkurirali, ker Avstrija ima danes toliko kapacitet za pol izdelke, da pokriva, oni pobirajo les od Ukrajine do Italije. Ves les v srednji Evropi oni pokupijo, brez problema, ker imajo tudi likvidnosti dosti. In zdaj še eno tako zadevo, kakor je avstrijska zraven delati, vprašanje, ali je ekonomsko upravičeno. Treba je začeti pri teh končnih izdelkih pa nazaj graditi verigo, in jo pač vzpostaviti, da bo delovala pa najdeti neke tehnologije bodočnosti, ki bojo delovale. Ja, predvsem pač zanimiv je podatek, mi smo enkrat to delali, če vsa podjetja pohištvena lesna v Sloveniji delajo
7 dni na teden, 365 dni na leto opremijo četrtino Moskve. Pač mogoče Moskva zdaj ni dobra primerjava, ampak takrat je bila to, ker se je delegacija pač odšla. In tukaj pač edina rešitev so nišni izdelki, mi trdimo, da je pač tudi les potrebno kombinirati z drugimi materiali, da je tukaj treba uvajati principe krožne ekonomije, nagovarjati tudi to lepoto lesa, da les je edini, ki na sebe veže CO2 za celo življenje. Seveda ga je treba pravilno obdelati, ker če ga mi pač zapremo zaščitno, je to čisto drugače. Plus, da ima les še eno značilnost, da bistveno izboljšuje udobje in zdravje ljudi, ki v njemu živijo, delajo. Tega se pa treba zavedati. Jaz tukaj sem res velik zagovornik, nisem v tem delu industrije, ampak jaz trdim, da vse javne inštitucije, ki se na novo gradijo, bi mogli biti narejeni z lesenim gradnjem. Vrtci, šole, že zaradi tega, kako to vpliva na zdravje otrok in tistih, ki tam delajo. In jaz vedno povezujem udobje, zdravo življenje, tudi kasneje s tem, kar se danes pogovarjamo, z bremenom na zdravstveni blagajni. In tukaj se nikoli ne znamo pogovarjati. Ja, nekaj lahko stane, da mi to industrijo, ali pa je lahko ta lesena gradnja dražja od klasične. Ampak koliko lahko pa na dolgi rok privarčuje na obiskih pri zdravniku, na zdravilih, na dobremu počutju, če ne drugim, na stabilni psihi, tega pa noben ne da enačiti. In če bi mi to na koncu stehtali, sploh če govorimo, smo starajoča družba in tako naprej, je za mene tukaj pač rešitev zelo enostavna. Ne smemo več dovoliti, da nam, še to treba povedati, beton je eden od največjih onesnaževalcev, a ne pa tudi tistih, ki proizvaja te toplogredne pline, če govorimo o CO2-ju, in bi tukaj les, na primer, to razrešil, s tem, da jaz še verjamem, da Slovenija toliko majhna kot je predvsem lahko laboratorij za vse države v razvoju, se pravi na področju lesene gradnje, na področju trajnostnega načrtovanja, kot jaz temu rečem, se pravi te arhitekture, ki se ukvarja z zdravim načrtovanjem, in pa predvsem s tem prehodom krožne ekonomije. To jaz gledam z roko v roki in mi bi to znanje lahko izvažali v države tretjega sveta, ki se bodo s tem spopadli. Dejstvo je, da mi ustvarjamo na prebivalce v Evropi bistveno več CO2-ja, kot ne vem, v državah tretjega sveta, pa tudi oni si bojo želeli takega življenja. In zakaj ne bi se mi, znanje imamo, lotili nekih rešitev modularne gradnje, seveda mi tega ne bomo mogli narediti, ampak bomo lahko to znanje izvažali v tujino in pač to znanje ima najvišjo dodano vrednost, ker je iluzorno tudi razmišljati, jaz povem iz naše... Bolj se splača prodajati znanje kot izdelke. Mislim, Se zmeri. izdelkov tudi toliko ne moramo narediti. Ja. Pa to treba povedati. Mi imamo v našem poklicu, kjer je tapetništvo ena od osnov, kako je to dobro narediti, enega dijaka na leto v Škofji Loki. Pa še tisti gre v večini študirati naprej. Recimo, kaj Švedska v IKEA izvaža? Ne izdelki, oni samo dizajn izvažajo. Ja. Vsi izdelki pridejo od nekje drugje. In marketing. Ja, ampak Mislim, v glavnem se pa eno brez drugega ne gre. pa intelektualna komponenta izdelka je švedska, ne vse ostalo pa... Mislim, da te prodajo Švedsko, ne? Mislim, katerkoli oglas ali pa karkoli ti IKEA povezuje Švedsko, poglej na izdelke, praktično eden ni narejen na Švedsko. V končni fazi mislim, da Skaza izdela njihove plastike večino v Sloveniji. Ja. Ampak IKEA slovenska? Seveda. Zdaj bi še to spomnil, ta koncept vgrajene energije predstavlja. Jaz sem prepričan, pa nimam podatka, da je v leseno stavbo vgrajene manj energije in manj izpustov CO2 kot v leseno stavbo. Ne vem, če... Moje 90%. Ja. Ne manj. Čisto. Red velikosti, čist drugače. In razvijamo lahko s tem industrijo gradnje, lesene gradnje v Sloveniji, verjetno. Mislim,
To bi absolutno mogli početi, je pa res, da brez tiste primarne rešitve, se pravi, da surovina je, mislim, mi smo lahko 60% imamo gozdnatih površin, ampak lesa ni. Za proizvajalce je les danes še vedno problem. Jaz vem, da naprimer... Ja, tako. In tudi, naprimer, če mi govorimo o nekem hrastu, to so plemeniti lesovi, ki jih je težko dobiti. Nekdo, ki se s tem ukvarja, žal se bolj ta les uporablja za majhno dodano vrednost, za polizdelke in se izvaža v Skandinavijo. Zelo dobro poznam podjetje, pa namerno ne bom rekel, ker ni korektno, ampak kar delajo sami pod svojo blagovno znamko, žali Bog, je res slabo. Potem pa vidiš izdelke, ki jih delajo za skandinavskega proizvajalca. Je pa to vsaj po obliki, pa potem, koliko je ta izdelek zaželen v najvišjem razredu. Sprav, zakaj, če znamo narediti, ne znamo tudi tega predstaviti prodati? Sploh, če se, treba še ena stvar, mi zdaj ne vem, koliko let že govorimo, da smo green, creative, smart, zeleni, kreativni, pametni. To gre idealno na lesno industrijo. Zakaj mi tega ne znamo bolj prodati? In drugi absurd je, ker mislim, da je tudi bil že javno povedan, ampak tudi naš paviljon v Dubaju, praktično nič slovenskega. Načrt, ampak mi tistega nismo znali sami narediti. In so vse tiste stvari, ki predstavljajo les in tisto ribičko sito, je bilo narejeno na Švedskem. To je tisto, kaj pa potem mi naprej to zeleno oazo prodajamo in koliko smo pri tem uspešni, bomo pa zdaj videli v naslednjih letih. Zdaj bom preskočil nazaj prav s tem vinkom, da očitno smo pa bili uspešni prav pri tem, čeprav jaz imam dvome, koliko je to stvar strategije ali naključja, ampak sam srečujem turiste, ki so kupili tudi slovenski gozd. Torej, to čist estetsko funkcijo, turistično, to, da niti ne vemo, zakaj kdaj ljudje pridejo k nam, ampak pridejo tudi zaradi gozda. No, ampak tukaj je strategija že 250 let. To ni, z gozdom ne moreš delati v 10 letih, da ne moreš zamenjati. Od Marije Terezije, ampak res od Marije Terezije, eno času rečejo, da je kdo, mislim, da vseh citiranje, v tistem času, ko je bila v Evropi energetska kriza, ker je zmanjkovalo oglja za novo nastajajočo industrijo, so države začele resno študirati, da rabijo več gozda, zato da bodo imeli dosti oglja. Pa je prišel premog, pa nafta, tako naprej, pa ni bilo več, oglja ni več toliko pomemben kot energetski vir. Ampak takrat se je začelo najprej ščititi gozd, potem sistematično ga promovirati. So se naredili gozdni zakoni, da ti lahko kmetijsko zemljo spremeniš v gozd, nazaj pa ne smeš. To, kar zdaj naša vlada pregovarja. In Avstrija, predvsem z našimi deželami, Kranjsko pa Primorsko, je leta 1901 na svetovni razstavi v Parizu dobila Grand Prix za projekt pogozdovanja Krasa, ki je tekel takrat že 50 let. Od leta 1854, ko so začeli gor saditi. In to je pač slovensko znanje, slovenska tehnologija. To je bilo Kranjsko-Primorsko gozdarsko društvo, se s tem ukvarjalo, kako zdaj motivirati ljudi, pa posaditi izbor, pa tako naprej. Imeli smo prve res dobre načrte, gozdno-gospodarske načrte, trajnostne, ki temeljijo ne na monokulturah, ampak na upravljanju naravnega gozda, so naredili za turjaške knjize na Kočevskem. 120-130 let nazaj. Te veliki posestniki, turjaški, pa Vindiš Greci, pa te so tam že 890-96 že medveda zaščitili na Notranjskem. In potem se je skozi vse režime se je zadeva nadaljevala in nadgrajevala. In recimo v času socializma
je bil velik boj, ne, med gozdarji in lesarji, kjer je partija ves čas poskušala gozdna gospodarstva pa lesna industrija v kombinate sestavljati, zato da bo dosti lesa. In so skozi gozdarji morili, da treba več lesa. Ampak slovenski gozdarji so bili toliko hrbtenice, da so prirastek šparali, so povečevali posek, ampak čez meri so prirastek šparali in zato imamo zdaj ogromno lesno zalogo. Kot to, recimo, jaz delam zdaj na Kavkazu, ko tam razlagam, kakšna je pri nas lesna zaloga, pa kakšen prirastek oni ni nič jasen. Oni si ne morejo predstavljati, da lahko gozd tako dobro raste. Tako da, to je, v bistvu to ni, ne moramo reči, da je to kar, ne vem, od neke višje sile dan, ali da je kar samo od sebe ratalo v Sloveniji. Tudi reforme gozdarstva, ki smo jih naredili v 90-ih, imajo svoje napake, glih pri tem načinu rabe gozdov, pa teh koncesijah, pa zdaj SIDV, ampak uspeli smo pa narediti sistem, ki deluje na način, da večina slovenskih gozdov, ki so zasebni gozdovi, da so se ohranili, da niso zdaj, da ni prišlo do veliko poteznega uničevanja gozdov, tako se v Romuniji dogaja, recimo, ali pa tudi v Skandinaviji, če gledate, kako gor zasebni lastniki delajo z gozdom. Ja, se tudi na Hrvaškem v Bosni se podobno. Zdaj me prav zanima ta meja dobrega, pa kje je meja med še vrednim upravljanjem in slabim upravljanjem. Bom pa vprašal mogoče malo skozi svojo izkušnjo. Jaz sem skozi leta veliko tekel pa hodil hribe tam, kjer je druga največja zasebna posest v Sloveniji. In kar naenkrat sem, to je v Tržiču, in kar naenkrat sem videl, da gozdki. Ja. In kar naenkrat so bili noseki in prišlo je ven čez nekaj let, da se je zgodila tatvina gozda, če tako rečem, ker je bila vredna nekaj milijonov. In potem so prišli, je veter podaril ta gozd, potem je prišel Rubadar, bil je požret, velikrat potujem ali pa sem potoval tudi v Bohinj in tam je bila, rečemo, kar katastrofa povezana tudi s podori pa z Rubadarjem. Zdaj pa vlada hoče sekati kar nekaj tega gozda, zato da bi pridobila neka kmetijska zemljišča. Zdaj sem prepričan, da to ni dobro upravljeno. Zdaj z tega vam vprašam, kje je ta meja, kaj storiti, ali pa kaj storiti, da ne bi naredili koraka preveč v izsekavanje gozda. To, kar mislim, da nam je uspelo takrat z zakonom o gozdovih leta 1993, zagotoviti je, da imamo enotno strokovno javno gozdarsko službo, se reče Zavod za gozdove, ki ima dejansko par sto gozdarskih inženirjev zaposlenih v javni službi, in ki pač potem upravljajo načrte in vse te zadeve. Ne bom rekel, da vsi od njih delajo dobro, take zadeve, kot so seveda dogajale, se težko zgodijo, da bi kakšen gozdar, ki je na kakšnem zavizžu ali pa celo podpiral zadeve, in to se pač povsod dogaja, da tudi glede zdravnikov ali pa glede, vsake stroke lahko dobiš ljudi, ki bolj skrbijo za strokovno, drugi pa imajo tudi kaj prodajajo včasih. Tako da nismo imuni na to, ampak na splošno je ta javna služba uspela to ohraniti in ima sposobnost to delati tudi naprej. Ima zakonska pooblastila, ima ljudi, ima znanje, in zdaj tudi seveda te stvari, ki so se pa dogajale potem recimo v Bohinju zaradi žleda, so pa pač posledica zdaj bolj intenziviranih motenj zaradi podnebnih sprememb. Pa tudi dejstvo je, da ko so drevesa v gozdu stara 100 in več let, sploh če je to smrekov gozd, potem rata zelo občutljiv. In slej ko prej bo ta drevesa treba ali posekati, ali bojo samo padla, ali se bo nekaj zgodilo. Tako da dostikrat ljudje reagirajo zelo negativno, ko pride do kakšnih večjih posekov, ker to res zelo grdo zgleda.
Mislim, tam pač ni tako lepo, ki je bilo prej debela drevesa, ampak to je pač v gozdu naravni proces menjave generacij, ki je dramatičen in tak je. In pač to je osnovno znanje, ki ga morajo gozdarji imeti, kako te zadeve uravnavati, usmerjati, kako s tem delati. Seveda je pa tukaj tudi ta neko prelivanje med gozdom kot neko zalogo, nekim kapitalom, nekim delujočim pogonom, rečemo temu, ki ves čas nekaj proizvaja, in pa ekonomskim kapitalom. Zdaj, če recimo lastnik poseka vsa drevesa, les prodaja in da denar v banko, je zdaj vprašanje, kje bo imel večji donos. Če bo, čisto ekonomsko gledano. Zdaj, zmeri znova se najde kdo, ker bi malo pač več iz gozda oziroma pa malo več ugotovilo. Ker je zelo lahko, sploh če imaš res veliko zalogov v gozdu, je to velika skušnjava. Več vsaki tam večja skušnjava bo za bolje. Zanimivo to, če se vrnem temu nazaj, da ima to skušnjavo država. Mogoče celo. Jaz mislim, da tukaj pač, kar je bilo treba povedati, ta ideja je prišla iz tega koncepta neke vojne, pa obnovitve nekih kmetijske pridelave, zato da bi bili bolj samooskrbni, ampak to se da rešiti na zelo drugačen način. To treba je vedeti, da tam, ker bi oni sekali, traja kar nekaj let, da ti to zemljo vzpostavili za neke poljščine, ker pač to je vsem treba vedeti, da ne gre čez noč. Se mi zdi pa, da je bolj treba zelo jasno povedati, da te ekonomski interesi nikoli ne smejo prevladati nad naravno. To je pač zlato pravilo in tukaj, če želimo kot Slovenci država uživati, jaz sem se hotel navezati še na ta turizem, to, kar pridobivamo iz turizma. Pač jaz res osebno niti teh različnih stvari ne gledam tako. Za mene gospodarstvo, turizem, okolje je eno in ga je tudi treba gledati kot eno. Naprimer, jaz sem glih danes to delegacijo, ki je prišla iz Evropske unije, iz 6, 7, 8 držav, sem jih gostil in sem jaz povedal, da pri meni, kar se tiče prodaje ali predstavitve, dobijo 1 uro predstavitve in če bojo 3 dni pri meni, jaz jih bom peljal v Bohinj, peljal jih bom na Kras, pa verjetno še kam, mi se v biznisu ne bomo pogovarjali. Ker ta prav biznis tisti, ki ve, kako se ga res dela, se ga dela, da ti spoznaš okolje, se pravi državo, kakšna je, da spoznaš ljudi in skozi to vidiš, če si pašaš. Ker dejstvo je, če se ti v ceni ne boš najdel, itak posla ne boš delal. Če si boš pa ti blizu, se pravi, po vrednotah, po načinu, Slovenijo po čemer nas res cenijo v svetu je, kako mi cenimo svojo naravo, koliko smo čisti. Vprašanje, koliko smo res čisti, ker smo zadnjič imeli čistilno akcijo, pa smo plastiko pol metra iz zemlje ven vlekli, pa videli, kakšno je. Kar se tiče pa gozda, je pa predvsem to, mi imamo zelo dobre strokovnjake na tem področju, ki nekateri malo premalo pogledajo v tujino, se pravi, da bi šli pogledati dobre prakse. Ni treba izumljati tople vode, ni treba vsake narekovaju dobre prakse preslikati v Slovenijo, samo treba je pa vedeti, kaj se na tem področju dogaja. Druga, ki je pa tudi bila omenjena, je pa ta, da pač gozd ima velik ekonomski zalogaj in tam jaz mislim, da ni toliko malo teh interesov, ker tam se par decimalk spremeni, pa govorimo o 10-100 tisočih evrih in to se dogaja dnevno. Pač jaz osebno poznam ljudi, ki so mlajši od mene, ki so zaradi tega šli iz državne službe, ki so rekli, da to težko gledajo. In to so strokovnjaki, študirani lesarji, ki pač tega nimajo dosti. Je pa to vedno v spregi s politiko. To je treba vedeti in tudi zelo treba jasno povedati, da politika se bori za te inštitucije. Prav, slovenski državni gozdovi pač so vedno na
odstrelil vladajoče politike oziroma tiste, To je ki nas zraven. čist tipičen primer, šolski primer ugrabitve države. To je ta najvišja oblika korupcije, kjer se politika oziroma neka skupina ljudi, nekaj državnega vira, rečemo, državnega kapitala polasti. In vse greste lahko gledati, kako je zadeva nastala. Nastala je takrat, ustanovili so si ga takrat, ko se je ugotovil, da bo HSE zaradi težav, zaradi Teša imel dolgoročne ekonomske težave. To je gospod Dejan Židan, predsednik SD, takratni, porinil skozi vlado, da se ustanovijo državni gozdovi. Potem so to dali Desusu, potem si je pa zdaj to SDS prostil. Ampak zmeri, SiDG z par 10 milijoni prometa in ne vem koliko dobička, je pač nozna krava za politiko. Tako oni to gledajo. In oni pač vidijo tukaj priložnost, hkrati pa lahko naredijo greenwashing, ker rečejo, ja, mi imamo vrhunsko strokovnjake, in to je najboljša praksa, dobro delamo z gozdom in tako naprej. Ampak zraven pa seveda, to, kar sem prej rekel, ta skušnjava, da ima malo več, odrezati, zakaj sem tukaj, da bo še malo, pa zdaj kdo vse pa participira v teh verigah noter, prevozniki so bili omenjeni, izvajalci, Mislim, to je bilo javno omenjeno, da so te prevoznike dobili, tudi vedeli, da se to dela in vsi, ki so bili v hierarhiji višji, so vedeli, da se to dogaja. Naredili so sistem, da bojo po preferiranih cenah slovenskim kupcem prodajali državne lese. In potem vse, kar je bilo, da so pojemni slovenski kupci ta les vzdelovali. In jaz sem, ko je bila debata o ustanovitvi SiDG, sem bil en let pozdarjal, sem bil čisto proti temu in sem tudi na enih sestankih na ministrstvu rekel, vi boste vsi glitko prodajali les v Avstrijo, ker si ustavi, zato ker vam bojo srci pač več plačali. Ne se kaj spreneveda, da je SiDG ustanovljen zato, da bo podpiral slovensko verigo dodane vrednosti lesa. Zato, ker s poceni lesom ne boš lesarstva zgrežil. Pa treba tudi to povedati zelo jasno, da je čisto vse nekera politika. Jaz mislim, da ta politika iskreno, pa načeloma to ni nič slabo, kadar je to v dobro smer, ampak med sabo sodeluje pri dobrih in predvsem pri slabih rabotah. Oni drug za drugega vsi zelo dobro vejo, kjer je. Ampak kadar je ekonomski interes to velik in SiDG pač glede na kapital zelo veliko donosnost ustvarja, pol mi vidimo, kako si nagajajo s tem, da se ne pusti neke zgradbe narediti, ki je predimenzionirana, predraga in tako naprej. Ampak še zmer se pa ne vrnemo k temu, da na konc pa porabniki lesa, se pravi proizvodnja, pač nima dostopa do tega lesa. V masivnem pohištvu je pač tako, da moš ti leto naprej neke potrebe dati. Kako boš ti videl potrebe, če ne veš, kaj se na trgu dogaja, kako je. To je sistem planskega gospodarstva, ki je prenesen v tržno ekonomijo in ko vsi vemo, da ne deluje. Na drugi strani pa tega lesa nikoli ni dovolj, ko ga rabiš. In tukaj pač je največji problem, da mi naprimer vezane plošče, vse to je vse iz uvoza. Zdaj pač je cela panika, ker ruskega lesa ni, pa ukrajinskega lesa ni, in je na trgu, se sploh ne ve, kaj bo pač zvezana plošča. Po drugi strani v Bosni je bil cel problem, ko so bili šrapneli in je pač to delali veliko škodo na strojih in tako naprej. Ampak te države, ki temeljijo na neki lesni predelavi, so za sebe zelo dobro poskrbeli. Poskrbijo, da njihova industrija les ima. Medtem ko pri nas je pa to še zmeraj zelo velika težava. Bi lahko za to poskrbeli. Če bi drugače organizirali SiDG in... Jaz mislim, da sploh ni to problem drugače organizirati. Sistem je bil v načelu zelo dobro zastavljen. Samo, če ti potem dovoljuješ, da se ta les vozi v tujino, si pač naredil veliko škodo, po drugi strani je pa seveda tako, da jaz pravim, da vse te, jaz štejem pač les tako kot nek infrastrukturni projekt. Ti moraš imeti
z leseno gradnjo, z lesenim pohištvom je dolgoročen plan. In če ti zagotoviš neko, na narekovajih, notranjo potrošnjo, se pravi neko proizvodno, bolj bistveno lažje upravljaš z gozdom. In z gozdom, tako kot je bilo rečeno, ne moš upravljati, da bomo mi rekli, ne vem, jaz pa zdaj rabim toliko in toliko kubikov lesa. Ja. Če ga nisi eno leto nazaj posekal, pa pustil, pa posušil, ga ne boš imel. In tukaj pač je to, kaj jaz pravim, družbeno planiranje, ne, ki smo ga nekoč imeli in smo imeli tudi te zavode za družbeno planiranje. In zdaj Bog ne daj, ko o tem kdo govori, da je, kako greš pa v knjige pogledati, stare, pa danes, ko mi govorimo o nekem design thinkingu, pa design managementu, design kot načrtovanje, je pa to točno to. Pač stvari je potrebno načrtovati in velike procese načrtuješ dobro, nižja je na koncu proizvodna cena in višja je lahko dodana vrednost, če ti prodajaš po neki ceni. In tukaj se pač mi skozi lovimo. Treba je vedeti, če produkcija vedno v zadnjem trenutku dobi les, ki ga mora na hitro obdelati, ki ni 100% pravilno posušen, se dogaja napake, je več odpadka. Mislim, jasno, zdaj lesarji imajo to prednost, ker se to vse zmelje in se poje to skupaj. Ampak, ko se kdo vpraša, skozi kakšne filtre gre, koliko je zaradi tega trdih delcev, koliko to vpliva spet na okolje, žal ne. Medtem ko v Nemčiji, tam, ko se pa mi ukvarjamo, oni pa že iz odpadkov lesa, ker oni te upravljajo, kot naprimer avtoceste, tisto drobno rastje čistijo, delajo netkan material, ki ima izgled lesa. Iz te odpadne celuloze dodajo zraven neka bikomponentna vlakna in iz tega delamo stole, ki jih lahko prodamo za 3-4 več, kot kjerkoli masiven proizvod. Ampak tam je, naprimer, že sam v tej okolici Leipziga je inštitut za to. Ta inštitut živi samo od tega, da se ukvarja, kaj lahko z odpadno celulozo na nas punjenja naredi. Mene vedno v Sloveniji skrbi pa vse bolj, tudi ko poslušamo o raznih političnih odločitvah, ki jih je treba sprejeti, beseda dolgoročni plan, ker na mnogih področjih nimamo dolgoročnega plana, ampak imamo kratkoročen plan za določene interese. In prav tukaj mi skrbi za gost, a še zmoremo imeti dolgoročen plan? Ja, jaz bom tukaj sam zaključil. Ja. Mi imamo zelo velik dolgoročni plan, ampak vsi so v predalu. No, pa vsakič se dela nov. Drugače, jaz verjamem, da sistem sam ni slabo zastavljen. Problem je izvedbe oziroma iskanja lukenj za parcialne interese. No, jaz bi rekel, enako dolgoročnih planov imamo v Sloveniji zelo veliko. Ampak politika, vlade, ministri se ves čas borijo na vso moč proti tem dolgoročnim planom. Recimo, v nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu elektrarne na Savi niso šle skozi, zato zaradi nature, zaradi vseh teh zadev. In tudi ekonomsko dejansko nimajo nobenega smisla, ampak imamo ministra za okolje, ki zdaj moje polčet svojega časa porabi za to, da bo spravil skozi elektrarne na Savi. Zato, da je to kar nek, ne vem kakšen nacionalni interes, čeprav kljub je bilo stešeno. Ni bil v nobenem strateškem načrtu, naenkrat ga imamo. Jedrske elektrarne tudi ni v nobenem strateškem načrtu, noben ne ve, kaj to za bilance pomeni, pa zakaj. Pa pač zdaj naenkrat smo se vsi navdušili, da njo in bi jo kar radi imeli, ker je taka teleološka kategorija, lahko reči, ja, pa bo posebej reče. Zdaj za gozdove je pa, mislim, da zdaj poteka bitka znotraj stroke med tem, ali bomo ohranili javno službo, ali bo prevladal ta nek, kako bi temu rekel, ustvarjanje kaosa in izrednih razmer, v katerih bomo potem lahko znižali lesno zalogo, jo pretopili v dobičke nekih tistih, ki bodo takrat pri koritu in nekaj naredili. Tukaj mislim, da bo treba zelo paziti na to, kaj sedanja vlada, pa kaj bo prihodnje vlade delale v smislu
delitve pooblastil med Zavodom za gozdove pa SIDG. Ker skozi se postavljajo te ideje, ja, se SIDG imam to znanje, da imajo strokovno znanje, da imamo kar njim vse upravljanje najprej z državnimi gozdovi, ki po mojem bi morali imeti tudi še bolj poudarjene javne funkcije, ne samo, da je to zdaj najbolj donosen gozd v smislu proizvodne lesa, ampak da bi tam rekreacijo, turizem, biodiverziteto, parki in tako naprej, da bi bilo to funkcija glavna državnih gozdov, ker jih imamo samo 20% v Sloveniji, večina gozda je privatna. Ampak če pa se zgodi, da bojo prevzeli ta pooblastila najprej na državnih gozdovih, pa bo pa rekli, ja, se pa mi lahko tudi poservisiramo privatnike, pa bo pa še privatne gozdove spozorili. Če bo... Mislim, se je to zdaj en čak nekaj vrste. Ampak da smo jasni, to javno funkcijo je treba ohraniti. To je treba braniti za vsako ceno. Če mislimo, da bojo naši vnuki še imeli gozdove vsaj v pol toliko dobrem stanju, kot jih imamo danes, zaradi vpliva podnebnih sprememb, potem je treba to javno funkcijo braniti za vsako ceno. Pa predvsem je treba razumeti, mi zdaj nedolgo nazaj smo dobili to novo stavbo v Izoli, InnoRenew se pač s tem ukvarja. Tudi ta del inovacij z področja lesarstva, mislim, jaz sem bil tam prejšnji teden, kaj oni uspejo narediti v smislu trdnosti materialov, ko oni te stvari študiozno se lotevajo, tam je ne vem koliko znanstvenikov iz tujine, ki tam, da se ta del potem najde način, ki se ga skozi ta sredstva, ki so nekje, ki ostajajo, potem aplicira tudi na industrijo, ker mi ne rabimo zdaj toliko veliko posega. Mi lahko s tem, jaz sem pač zelo velik zagovornik od rasti. Ja, vem in design thinking je nekaj, kar ti je blizu in o tem tudi predavaš. No, in prav ta vidik me zanima. Ti vidiš tukaj eno, v smislu prav tega načrtovanja neko rešitev, da vendarle, če hočemo biti zdaj malo optimisti, najdemo nekaj dobrega. Jaz zelo to verjamem, jaz sem bil tudi del te skupine strategije 2030, ampak tam smo zelo jasno povedali, da ne more 30 ljudi, ki nismo strokovnjaki vsem, odločati o tem, kaj bo 2 milijona Slovencev delati. To je v bistvu edina strategija dolgoročna, ko jaz vidim, je aktivirati znanje, aktivirati ljudi, ne jih rezati. Mi se nikoli med sabo ne bomo strinjali. Vsem, da se razumemo. Tudi doma mož pa žena se ne strinjata vsem. In v bistvu, kar politika vedno uspešno počne, to delajo zdaj trenutno na koncesijah za žagelj, lepo razdelijo posamezna slovenska območja, kar je neumnost, da nekomu dajo koncesijo, ki konkurira z nekom drugim, ker sploh nima enakih pogojev štartnih, in da se bo spet ta les vozil na različne konce. Pač tukaj je treba dejansko povedati, smisel žagelj je na tej lokaciji, potem na tej lokaciji in potem na tej lokaciji. Tukaj mora biti strokovna logika, ne ekonomska logika. In samo to je razlika, da tudi strokovnjaki, ki se ne strinjajo, morajo biti slišani, ni nujno vedno upoštevani, ampak ti moraš imeti različna mnenja, zato da lahko to dolgoročno strategijo potem spraviš v akcijski načrt. In jaz žal tukaj zmer dam ta primer, se res grozno sliši, ampak Kitajske. Oni delajo strategijo za 100 let. In se jo držijo. In oni so povečali gozdov v 50 letih, to parkrat. Ampak strategija pomeni, da vsi vemo, da hodimo proti istemu cilju. Za mene strategija pomeni, od tukaj moramo priti tam do vogala. A bomo zdaj šli bolj po levi, a bomo šli zdaj bolj po desni, ali bomo vmes naredili 2 zavoja. Mi vse, kaj pa mi delamo? Mi gremo pa 20 korakov nazaj, pa rečemo, ta smer ni prava, pa gremo 30 nazaj, da ugotovimo, da je bilo izhodišče čisto dobro, če bi zastavili tretjo smer. In to delamo na vsaka 4 leta in tega ti v naturi ne moreš početi. To enostavno ne gre in jasno, tudi jaz pač sem tega mnenja, da je treba vedno
sveže ideje, pa mlade ljudi pripeljati noter, zato da se tudi ta rigiden sistem, ki rata v stroki prej ko slej, tudi moram jaz povedati, da sem sebe že zastaril in zato se tudi z mladimi družim, da slišim njihove ideje, je predvsem treba vedeti, tukaj je treba biti odprt. Ampak, ko se pogovarjamo pa v naravi, je pa to, kar vsi radi slišijo, pa zelo malo politikov rado pove, pa naredi zdrava, kmečka pamet, najbolj enostavna, zato ker tisti, ki skrbi za svojo zemljo in ima znanje, ne bo šel svojega kruha uničiti. In to je zelo enostavno. Ti, če greš pogledati človeka, ki je srcem kmet in zna skrbeti za svoj gozd, poudarek je za znanost, prav. Prenos znanja od strokovnjakov do teh ljudi, ki z gozdom upravljajo, mora biti, se pravi, ta del izobraževanja je nujen. Ta kmet bo za svoj gozd skrbel boljš kot kjerkoli javna služba. In to je to. Ljudi je treba izobraziti, sploh te lastnike gozdov. Najlažje pa reči, imamo 80% privatnega gozda, se itak z njim ne znajo delati, mi bomo najboljši upravljavci tega gozdja, toliko vam plačamo po hektaru in bomo z njim delali, verjemite mi, najboljše. A res? Zdaj me pa zanima tudi ta prav okoljevarstvena funkcija gozda pa prav v luči podnebnih sprememb. Vsej gozd je ponorci odvaja, les je skladiščen ogljik, a je vsako zasajeno drevo nekaj, kar pomaga tudi preprečevati podnebne spremembe. Bom svojo hčer citiral, ki je rekla, da bolj važno, kot saditi drevesa, je ohranjati obstoječ gozd. Sajenje dreves je fajn, pa je kulturno zelo pomembna zadeva, ampak če imamo dobro delujoč gozd, kakršen v Sloveniji imamo, mi dobimo tam med pol milijona do milijon sadik na hektar naravno, in iz tega se pol naravni gozd razvije. Zato je malo, rekel, naduto, mislim, da bomo z zasajenjem kaj več naredili, kot lahko narava naredi. Ampak vzgojno, tako je fajn, da se tudi sadi, pa včasih je tudi treba kaj res posaditi. Gozd, v bistvu les, star gozdarski rek je les na lesu raste. Se pravi, večji, ki je gozd, ali pa večja zaloga, ki je v gozdu, večji bo prirastel. Kar delač, v višave to gre, in zdaj v Sloveniji mi preizkušamo, koliko delač to lahko gre. In če pogledamo Švico, ki ima še večje zaloge lesne, to še gre naprej. Tako da mi, če bomo na ta gozd pazili, se pač dogovorili za neko konstanto, koliko letno bomo sekali in čim bolj unovčali skozi verigo dodane vrednosti, lahko tudi zagotavljamo ponore. Mi smo kot država, recimo v Klotskem prvem obračunskem obdobju, največji ponor lahko uveljavili, ker pač smo bili takrat v konc 90-ih dosti dobri pri teh pogajanjih in tako naprej, in ker dejansko veliko gozda imamo. Zdaj pa nas začenja tudi ta evropska strategija gozdarska počasi stiskati pri tem, ker oni zdaj začenjajo gledati in postavljajo ta statistični princip. Če si v preteklosti imel veliko ponora, ga moraš imeti tudi v prihodnosti. In kar bo manj, bomo mogli plačevati. In kar se je nam zgodilo leta 2014, prej smo imeli, 6 milijonov kubikov prirastka lesa letno, 3 milijone smo sekali. Samo polovico se je sekal. Od 2014 do 2019 se je sekal ves prirastek, ali pa še malo več, zato ker je bil žled, pa potem lubadari. Skratka, smo imeli nekatera leta so neto emisije iz gozda. Tako da, če bo prihajalo do velikih motenj, se nam lahko dogaja, da bomo imeli velike emisije. Če imamo zelo veliko lesa v gozdu in ta les ali zgori, ali strohni na hitro, ali se mu nekaj zgodi,
to pomeni tudi ogromne emisije. Zato v našem primeru je veliko bolj pomemben ta gozd, ki ga imamo braniti, kakor pa nova drevesa saditi. Sploh zato, ker, kot smo že prej rekli, smo prišli do neke meje, koliko lahko površino gozda v Sloveniji povečamo, če hočemo ohraniti kulturno krajino, če hočemo proizvodno hrane, če hočemo naselja imeti in tako naprej. In zaradi tega zdaj bi bilo fajn, da bi bila neka strokovna debata, kakšen je ta delež, ki ga bomo kot cilj določili, in potem tudi ne dovolili, da se povečuje gozd stihijsko. In to bo zdaj najbolj iz teh zadnjih vladnih idej o krčitvi zaraščajočih površin se na koncu tudi izcima. Ampak bistvo pa je, da te dobre delujoče gozdove, da jih pazimo, da skrbimo zanje, da tudi opazujemo, kako se bo narava sama prilagajala. Najbolj po mojem bi bilo treba nazaj povečati mrežo gozdnih rezervatov v Sloveniji, zato da bi lahko spremljali, kako se naravni gozd prilagaja podnebnim spremembam, in se potem iz tega gozdarji lahko naučijo, kako ukrepati v ostalih gozdovih, kaj deluje, kaj ne deluje. Ker dejansko smo pred novim izzivom, zdaj mi smo par let nazaj, mislim, 3 leta nazaj delali eno študijo ranljivosti pa izpostavljenosti gorenjskih gozdov glede podnebnih sprememb. Potem smo tam tako malo napisali, lahko se tudi zgodi, da bojo požari se povečali tudi v celinskem delu Slovenije. Zdaj, prejšnji teden, 14 dni nazaj, je bil predvoda gorel Krhudiča. Se pravi, te suše, ki so zmeraj bolj ekstremne, lahko pripeljejo tudi v delih, kjer prej sploh noben ni pomislil, da lahko gozdovi gorijo, lahko prihaja do gozdnih požarov. Tako da, če se pri nas začne dogajati to, kar se v Kaliforniji dogaja, bomo imeli resne težave. A ista logika, res iz fizičnosti sprašujem, velja tudi globalno. Ker so pa nekateri veliki projekti pogozdovanja, ne vem, kakšna je uspešnost, recimo v Sahelu ali kaj podobnega. Mislim, tisti je treba vsem pogledati iz drugačnega vidika. Jaz pogozdovanje vidim primarno kot nek izobraževalni proces. Se pravi, ljudje v trenutku, ko posadimo drevo, to lahko kdorkoli je to naredil, je to tako, kot je neke vrste tvoj otrok. Ti v bistvu na vsa drevesa pol gledaš nekoliko drugače. Jaz mislim, da je to treba v populaciji delati zaradi izobraževalnega, zaradi odnosa do narave in tega. Ne zaradi tega, da bi mi imeli več dreves. Se mi zdi pa ključno, in tega se nismo dotaknili, je pa pogozdovanje ali pa zasaditev dreves v urbanih mestih. Predvsem zato, ker se tam bi naprimer energetska poraba, se pravi zahlajenje, bistveno znižala. Mi poznamo primere, kjer lahko nekaj dreves v ulici zmanjšuje samo segrevanje asfalta in pa betona do te mere, da pač lahko bistveno skladimo, kar bojo podnebne spremembe pa našale. Treba vedeti, mi zdaj v poletnih mesecih imamo 28 dni je bilo preko 30 stopinj, kar je, zdaj pa si lahko predstavljamo, kaj spet to povzroča za zdravstveno blagajno, kapi, izčrpanosti, kaj to pomeni za delovno storilnost in kaj bi lahko drevesa tukaj prinesla, mi na drugi strani pa te zelenice, ki so poraščene, sekamo z nekim namenom, da bi tam ali kaj zrastali, ali pa tudi to ne. Nam so pred blokom nedavno posekali en velik del divjega zaraščenih površin za Bežigradom, odzadnje za Top TV-jem, tam, ko je BMX steza. Na enem delu ne bi zraslo neko parkirišče, kjer se je razgalila ena grda stavba, bivša vojašnica. In drugi del, ne vem, zakaj so ga posekali. In v bistvu z grozo pričakujem to vročino, ki prihaja, ker pač ta blokovska naselja so bila v tistem času zelo zazelenena, pa kar naenkrat zaradi nekih različnih stvari. Zakaj mi ne moramo pustiti dreves, tako, kot so tudi načrtovane, ker je treba gledati pa iz urbanizma, pa arhitekture. Vsi projekti, ki grejo skozi neke
načrte in selekcije, imajo zarisane določeno število dreves, ki to je napisan, koliko tega mora biti. Na koncu se ta drevesa ne zgodijo. Mi imamo samo v Ljubljani, če pogledamo betonske površine, kjer postavljajo nekih koritih drevesa, ko vsi vemo, da ne morejo zrasti do tega, da bi imeli neko strašno krošnjo in da bi poskrbela za to, da se pač mesto hladi. In iz tega vidika tukaj delati to, se mi zdi, pač je tudi z izobraževalnega vidika, drugače pa predvsem v smislu to, kar jaz pravim, sem pač imel srečo, sem tam na Novi Zelandiji se nekaj potekel in me je tudi to zelo presenetilo, kako oni pač z gozdom ravnajo čist drugače, kot mi pač pa njih nekaj padlo, tam ostane, ne smeš tudi slučajno pač vrlo pesti. Imajo mogoče drugačno klimo ali pa nimajo nekih škodljivcev. Imajo pa tudi monokulture, ki so pač čisto komercialne. Ja, imajo pa na drugi strani pač zaraščen in tisti pol poskrbijo za to ekonomsko logiko. Pa meni je bilo vedno interesantno, pač ta, ker sem pač delal eno nalogo tudi z področja dizajna v Kočevskem gozdu, ne, ta divji gozd, ne, ki se ga res ne dotakne, se ga loteva študiozno, se pravi, da se bolj to gleda, kaj bo to v prihodnosti. Ampak jaz se bolj bojim, da bomo iz urbanih središč, da se bo dogajalo to, kar se dogaja zadnja leta, meščani bežali v naravo, zato ker ne bomo mogli v mestu preživeti. Zdaj, kaj lahko pa s tem naredimo, da ozelenimo te površine v mestih, je pa mogoče ena od smeri, ki se jih pa tudi stroka ne loteva. Jaz sem, če sem ti videl dober primer, sem jaz videl v svojih potekanjih pa dva worst case-a. Enega na Cipru, kjer sem videl, kako ljudje polet bežijo sredi avgusta v višje, tam kjer je gozd, pa tam kjer je višje, zato da na nek način preživijo, se ohladijo in sem bil v spaju, kjer imajo namesane ledeno sobo in sem jo seveda obiskal. In bil sem v Ašgabadu, ki je sredi puščave in je imel dokaj ugodno mikroklimo zaradi starodavnih puščavskih dreves, ki jih je diktatorska oblast podsovjetska posekala in že tam nek maja je zame nevzdržno. Ne vem, tam avgusta sem bil tudi tam in to je 50 stopinj in je skoraj nevzdržno za življenje. Samo govori o tem, kako je res. Ja, pač treba je tudi povedati ta del teh golosekov in požarov, ne, tam se pa tudi dogaja neka erozija zemlje, talne in je pa še toliko težji. Tako je, pa je še toliko težji tam karkoli pogozdovati. Mi nismo tako kot v Avstraliji, ki naprimer lahko del zgori, pa se pol iz tega drugega leta. Sama tudi Avstralija imela že par let, ko so imeli veliko požarov, so imeli tako 10-krat večje emisije, kakor prejšnje leta, ker so bile samo antropogene, ampak zdaj so bile iz požarov. Zdaj, če gremo nazaj na globalno, jaz mislim, da tudi globalno je bolj pomembno ohranjati gozdove, kakor nove saditi. Tukaj pridemo do ene zadeve, na katero dostakrat nismo pozorni. Ko recimo, ne vem, nek globalni sklad, privatno Združeni narodi ali nekdo gre v neko državo, na neko območje in reče, zdaj bomo mi tukaj pogozdovali. Kaj oni s tem naredijo? Oni s tem v bistvu pridejo do konflikta z nekimi pravicami domačih ljudi, ki so tam, ne vem, stoletja, tisočletja ali pa desetletja nekaj s tisto zemljo delali, ampak zdaj nekdo pod zastavo, ne vem, podnebnih sprememb, pa ne si pa prisvoji milijone hektarov, da bo zdaj tam flancov evkaliptus ali en bor ali neki, ne vem kaj. Hkrati, ne, pa recimo, mislim, imamo pa tudi te perverzne politike, ne, recimo biogoriva pa v Evropi, ki spodbujajo zdaj proizvodnjo rastlinskih olj, in potem vsak Indonezijec pa Malezijec, ki ima malo nekaj denarja, je kupil 1 hektar gozda, pa uničil tam tisto šotno barje tropsko, pa posadil te oljne palme. In to je zdaj tam, skratka, tisti požari, če so bili 10-15 let nazaj, ki so bili katastrofalni požari v Indoneziji, pa je cel svet bil zadimljen zaradi tega. To je bilo zato, ker so krčili gozdove. Ne zato, ker tam bila naravna katastrofa. Zato, ker je prišlo do
tega mehurčka investicij v palmovo olje in so vsi iz Džakarte, vsak si je kupil en hektar in ga požgal in tam ene lokalce plača, da so začeli rihtati tiste palme, a ne, in to ni samo okoljski problem, ne? To je tudi socialni problem človekovih pravic. Ali pa, isto je v Braziliji, z amazonskim gozdom. Imamo pač domača plemena, ki so živela v tistem gozdu na nek trajnostni način, in potem pridejo eni, ki bi za svojo prodajali, za evropsko živino, pa ameriško živino, ali bi sami dol krave imeli na pašnikih, pa prodajali nam stejke, in malo spet doskrat so tukaj noter tako ali pa drugače koruptivne metode ali pa politika, tudi zločini se dogajajo in tako naprej. In tukaj se gre v bistvu za pravice do zemlje. Mislim, da je ena zadeva, ki je slovenska lekcija, je ta, da je razprašeno lastništvo zemlje, kjer je veliko ljudi, lastnikov tega in skrbi za to, je v bistvu dobra rešitev v smislu trajnostnega upravljanja. To je kar gozdo, več je vrst noter, boljše. In ti ne moreš tukaj zdaj nekih na milijon hektarjih en projekt narediti v Sloveniji, ker pač ne moreš se z lastniki zmeniti. Jaz zdaj recimo delam že od leta 15 na Kavkazu, pogodbeno varstvo narave, kjer je 80% zemlje državne. Ampak seveda to ne pomeni, da so tam eni skrbni uradniki, ki skrbijo za tisto vsak hektar, pa vejo, kaj se dogaja. In kup enih korumpiranih uradnikov, ki od vsakega živinorejca, ki hoče svoje krave na pašnik peljati in mu mora nekaj dati, pa kaj nekdo rab drva ali pa res za ostarejše morajo nekaj dati gozdarju, da mu dovolj, da poseka v tistem javnem gozdu. In zaradi tega, zdaj recimo, tudi če gledamo, kaj se dogaja v teh procesih investicij v recimo boj proti podnebnim spremembam, zmeraj bolj prihaja do tega, da je res treba paziti na te socialne vplive tega. Da ne pridemo do tega, da bo neka multinacionalka, zdaj pa lastnik pol Južne Amerike ali pa pol Afrike pod naslovom, da se borijo proti podnebnim spremembam, pa so tam gozd posadili, pa vse domačine nagonilo mesta, pa v revščino. To je treba paziti. Zato je v bistvu Slovenija ima veliko zapovedati mednarodno, veliko znanja lahko izvozimo sami, malo bolj bi se mogli sami res zavedati, kaj so naše prednosti, kaj je to, kar je pri nas dobro, ne pa da skozi sami študiramo, vse smo zeleni, malo še lahko posekamo, malo lahko še tega ponucamo, pa vnočimo. Iz globalnega vidika pač mogoče treba tudi tako pogledati, da dejstvo je, da smo, mislim, da na limitu, upam, da ne že čez izrabe pač planeta, o tem skozi tudi se govori zelo veliko. In da rekel, sem fan, nisem, ampak naprimer George Monbiot zelo veliko o tem in napiše in pove, da dejansko se bomo mogli vrniti v neko drugo prihodnost. On govori o poti nazaj, da bomo znali izkoriščati tisto, kar imamo tukaj, da se bomo navadili, ne vem, polet sleč, pozimi vleč in da bomo na ta način, jaz verjamem, mogli tudi z lesom delati. Tukaj bomo pač mogli vedeti, to imamo, to je naše. Zdaj, kaj delamo iz ekonomskega vidika, je treba vsaj ta del ekonomije potem vrniti nazaj v gozd, ne pa v želj. Lepa misel za konec. Ampak preden čisto končamo, bom vprašal, če ima kdo kaj za vprašati. Zdi, da sta super stvari povedala, tako da je. Dobro, hvala. V šoli noben način. Petek je, že zmanjali. Jaz osebno imam še veliko vprašanj, ampak vem, da
pride ura, ko je treba končati in ko je to tudi primerno za informatike, da vse skupaj zdržimo. Tako da najlepša hvala za obisk. Upam, da se še kje, še kdaj v podobnih stvareh pogovarjamo, saj sta navedla veliko razlogov, zakaj bo gost pomemben, zakaj se moramo pogovarjati, zakaj moramo načrtovati, kaj bomo z njim počeli v prihodnje, tako da najlepša hvala. Jaz predvsem mislim, da se bomo o tem mogli pogovarjati, tudi da se bomo, tako kot zdaj trenutno kaže, zelena politika pa gost ne bo neka strašna prioriteta v državi. No, jaz bi tudi to dodal, ne, da to ohranjanje javnega interesa v gozdu je eden od zelo pomembnih razlogov, zakaj je dobro, da resno pride v parlament.